Zelo me veseli, da smo danes naredili ta prvi korak, podpis konzorcijske pogodbe slovenskega dela partnerstva. V tej zgodbi sodelujejo seveda slovenska podjetja, kar me še posebej pa veseli je to, da so tudi mestne občine prisotne. Gre dejansko za pripravo novega velikega globalnega demonstracijskega projekta na področju vodikovih tehnologij. In Slovenija je pokazala, da je tukaj ustrezen partner z ustreznim znanjem, kompetencami in seveda vsi se veselimo, da čim prej začnemo s temi aktivnostmi. Zeleni prehod temelji na nizkoogljičnih proizvodnih virih. Če odmislim jedrsko elektrarno, sta tu potem sonce in veter, dva nepredvidljiva proizvodna vira z določenimi sezonskimi vplivi. In glavno je, kako takrat, ko je te elektrika dovolj, jo prihranimo, jo pretvorimo, za takrat, ki je premalo. Rezultati tega projekta bodo zelo pomembni za kreiranje novih politik, ukrepov in takrat bo še posebej velika odgovornost, da se bodo rezultati implementirali v nacionalne ukrepe. Tako da naša pričakovanja, stališča energetike, stališča podnebja so velika, seveda bo pa projekt več let potreben, zato da pridemo do končnih rezultatov, ki bodo v korist tudi slovenskega specifičnega elektroenergetskega sistema.